Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Tako kot je Prekmurje znano po gibanici, Idrija po žlikrofih, si Ajdovščine ne moremo predstavljati brez testenin. Pašta fešta je naslov sklopa prireditev, ki jih bodo konec tedna v Ajdovščini pripravili za vse gurmane. V studiu pozdravljam Tončko Mavrič iz podjetja Mlinotest, ki nam bo povedala kaj več o tem dogodku. Dobrodošli. Hvala za dobrodošlico in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Na kaj pomislite, ko slišite ime Pašta fešta? Na najboljšo pašto, ki jo lahko dobimo v Ajdovščini. In najbrž na veliko skrbi, ki jih imate te dni z organizacijo. Tudi to, ampak bom rekla, organizacija ni samo te dni, ampak že veliko mesecev, tako da smo pripravljeni. Nekaj velja tudi tradicija, letos bo ta dogodek pravzaprav že mislim, da 6. Tako je, to je 6. pašta fešta, ki jo organiziramo skupaj z Društvom ljubiteljev pašte. In tako kot vsako leto se vedno potrudimo ponuditi nekaj novega, drugačnega in tudi letos pričakujemo vse obiskovalce z veliko kuharskimi in drugimi stojnicami, tako da bo res super. Sobota, 24. maj, je to pravi datum? 24. maj, Lavričev trg, od 11. ure dalje. 20 ponudnikov pašte z različnimi omakami najbrž in domači vinari. Ta kombinacija je prava. Tako je, imamo malce manj kot 20 kuharskih ponudnikov v resnici, ampak vsak kuharski ponudnik pripravlja pašto na čisto svoj način, se pravi, obiskovalci lahko pokusijo različne oblike testenin in različne okuse testenin v različnih omakah. Vsaka stojnica pripravlja čisto svojo jed. Imamo recimo klasične jedi, kot so pašta z bolonsko omako ali pašta s paradižnikom. Mi govorimo pašta, ker je pašta tista prava primorska beseda za testenine. Imamo pa tudi jedi, ki so nekaj popolnoma drugačnega ali pa presenetljivega, kot so recimo ravioli z klorofilno omako in ličnicami ščuke. Če se sprašujete, kakšne so ličnice ščuke, tudi mi komaj čakamo, da bomo poskusili. Vsako leto je nekaj novega, ne? Tako je, tudi letos imamo 2 novosti prav v ponudbi. Prva novost je ta, da bodo letos lahko obiskovalci pokusili našo azijsko polnjeno testenino. To so gjoza cmočki. Pokusili jih bodo lahko na stojnici Masterchef tekmovalca Adama Šerca. Druga novost, ki je pa tudi za nas zelo presenetljiva novost, je pa ta, da bodo letos na stojnici kuhale tudi lanskoletne zmagovalke Mlinošefa. To je to tekmovanje v kuhanju testenin za osnovnošolske otroke od 6. do 9. razreda. To tekmovanje poteka že več mesecev, to so predtekmovanja, cel sistem, ne? Tako je. Mlinošef je v bistvu tekmovanje za osnovnošolce v kuhanju testenin. Predtekmovanja potekajo v bistvu že nekaj mesecev pred pašta fešto. Letos se je prijavilo 16 ekip iz 8 različnih osnovnih šol. Imeli smo 3 predtekmovanja. Vsako predtekmovanje je dobilo enega svojega finalnega zmagovalca. Te zmagovalce je v bistvu ocenila in določila strokovna komisija. Potem imamo pa še 4. finalista, ki ga je pa izbralo občinstvo na naših družbenih omrežjih. Tako da imamo na pašta fešti dejansko 4 ekipe, ki se bodo na odru v živo pomerile pred občinstvom oziroma pred vsemi obiskovalci pašta fešte in pred strokovno komisijo. Lahko poveva, da so to ekipe iz Dobrovega, Vipave, Marezik in Postojna. Osnovna šola Postojna je bila tista, ki je bila izbrana z glasovanjem preko Facebooka. Zanimivo, da se mladina zanima za kuhinjo. V bistvu opažamo, da je trend kuhanja zelo popularen med mladimi. Imamo recimo, to zaznavamo tudi preko našega TikTok profila, ki je zelo, zelo dobro obiskan oziroma tudi ima veliko sledilcev. TikTok pa vemo, da je najbolj popularen prav med mlado populacijo. In zaznavamo vedno več želje po učenju, po kulinaričnem ustvarjanju. In Mlinošef mislim, da je uspešen ravno zato, ker združuje tekmovanje, se pravi tisti način učenja, ki je otrokom blizu, tekmovalnost, skupaj z raziskovanjem, učenjem in seveda
povezovanjem med seboj kot ekipe. Temu dogodku dodajate tudi vino, to je značilnost za Vipavsko dolino. Pašta fešti dodajamo tudi lokalne vinarje in lokalne pivovarje. Menimo, da je dogodek, kot je Pašta fešta, eden pomembnejših, če ne bi lahko rekla celo najpomembnejši, največji dogodek v Ajdovščini, ki pritegne v Ajdovščino res veliko število ljudi. Zato želimo poudariti lokalno kulinariko, se pravi lokalne vinarje, lokalne pivovarje, kraft piva in tudi velika večina kuharskih ponudnikov stojnic je dejansko iz lokalnega okolja. Recimo Krhne Vipava, Julijana Krapeš, Domačija Lisjak, to so vsi iz Vipavske doline. Imamo seveda tudi nekaj iz Ljubljane, imamo recimo Erika Batagelja iz Bovca, tako da nismo samo strogo lokalni. Ko preštevate obiskovalce, vedno govorite v tisočih, koliko jih pričakujete letos? Letos jih pričakujemo, upam, da okoli 10 000, kar bi bilo kar zajeten skok od lanskega leta. Preštevamo pa seveda tudi količino testenin, se pravi, ne govorimo samo o količini jedi oziroma o številu različnih jedi, o številu različnih stojnic, o številu obiskovalcev, ampak tudi o količini testenin, ki jo skuhamo. Če smo lani skuhali 1000 kilogramov, se pravi, presegli smo tono skuhanih in postreženih testenin, letos ciljamo krepko čez tono. Povejte nam še kaj o tej letošnji novosti, ki jo tudi sicer uvajate v proizvodnjo. To so polnjene testenine na azijski način. Povezujete kislo zelje in jurčke. Kako to paše? To so prav resnični, pravi azijski okusi in azijske kombinacije. Morda za nas, bom rekla, zahodne Evropejce, je to nekaj nepričakovanega, vendar so bili razviti prav v sodelovanju z azijskimi strokovnjaki. To so polnjeni cmočki, polnjene azijske testenine, ki jih po novem izdelujemo v našem obratu v Novi Gorici. In v bistvu je to čista novost, ki jo šele uvajamo na slovenski trg, tako da jih premierno dajemo v pokušino in predstavitev ravno na Pašta fešti. Možno jih bo okusiti v 3 različnih variantah oziroma okusih in tudi kombinacije omak bodo azijske oziroma na azijski način, se pravi recimo govorimo o miso, majonezi in podobnem. Pašta fešta pa je tudi priložnost za glasbeno zabavo. Kdo se vam bo igral? Glasbeno zabavo pa tudi drugačno zabavo, vsekakor. Celoten potek Pašta fešte nas bodo spremljale 3 glasbene skupine, to so Nejoči pevec, Aufbiks in Suho cvetje, ki bodo razporejene po različnih lokacijah celotne Pašta fešte. Pašta fešta je dejansko zelo velik, zavzema zelo velik prostor. Letos se recimo iz Lavričevega trga dodatno selimo še pred dvorano Prve slovenske vlade. Tudi tam bo veliko stojnic. Stojnic je letos bistveno več kot lani. Tako da bodo tudi te 3 glasbene skupine razporejene in bodo krožile, skrbele bodo za zabavo, skrbele bodo za glasbo. Celoten program bo pa povezoval Iztok Gustinčič, ki bo kot vedno predstavljal vse ponudnike na stojnicah in tudi na hudomušen način povezoval celotno dogajanje. Vreme ste naročili? Absolutno. Mi imamo veze in poznanstva, tako da pravijo, da bo lepo vreme, sončno, super, niti ne bo tako vroče, tako da mi pričakujemo čisto 10. Če povzamemo, sobota 24. maj, Ajdovščina. Sobota 24. maj, Ajdovščina, od 11. ure dalje, najboljša pašta in največja fešta. Tončka Mavrič, hvala za to predstavitev, hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala vam, da ste me povabili in seveda se vidimo na Pašta fešti, kaj ne? Sigurno. Za konec oddaje pa si skupaj poglejmo še nekaj videoposnetkov iz lanskoletne Pašte fešte v Ajdovščini. Srečno! Mega je, vsako leto boljše. Letos je fajn, ker je malo večje prizorišče in so te stojnice malo porazdeljene, tako da se ljudje malo porazdelijo tudi po stojnicah, ampak delamo pa na polno, nič manj kot lani. Ful je dobro.
leta 2024 je uspeh. Mislim, da smo se kot društvo in tudi kot Mlinotest in kot ljubitelji pašte in kot Primorci, Vipavci in tako naprej izkazali, da smo postregli res z vrhunskimi izdelki iz pašte in prepričali mrskoga in pokazali, da je pašta super jed. Mi smo ponosni nase in smo zmagovalci tega dne sigurno. Naslednje leto bo še boljše in še več. Letošnja Pašta Fešta je res izjemna, ogromno novih okusov, briljantnih idej, odličnih gostov in naslednje leto naredimo še korak naprej. Evo, v Ajdovščini sem doma, lokal patriot, z Mlinotestom delam že ful let in Pašta Fešta je itak zakon vsako leto. Letošnja Pašta Fešta je super, tukaj tako lepo poteka, gladko, mehko, ljudje so zadovoljni, malo se je brešno stopil, pa klik tu je naredil po moje dodaten šmoh. Pašta Fešta tudi komaj čaka naslednje leto, gremo naprej.